Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Mladi ljudje si lahko privoščite revolucionarnost, o kateri nekoliko starejši včasih samo razmišljamo. Na Faktorju nismo več najmlajši, zato smo zaradi zaostrenih razmer prisiljeni zmanjšati število oddaj. V živo bomo na sporedu vsak ponedeljek in torek, v sredo oziroma četrtek pa se bodo predvajale ponovitve teh oddaj. Hvala za razumevanje in če se le da, ostanite zdravi ter ostanite doma. Sedaj pa gledate 109. oddajo 3. sezone Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali protikrizni megapaket 1 in korona. Kaj nas bo ubilo prej, COVID-19 ali ekonomske posledice? Kako nam gre v boju z virusom in njegovimi posledicami, bomo vprašali naša stalna komentatorja, kardiologa dr. Blaža Mrevljeta in davčnega strokovnjaka magistra Ivana Simiča. Dobrodošla. Pozdravljeni. Blaž, se slišimo vse? Blaž, Ivan, ne vem, če sta slišala zadnjo novico, ampak ravno preden smo začeli oddajo, je policija sporočila, da je prijela 2 migranta, ki sta tihotapila 5 Slovencev iz ene občine v drugo. Ni potrebe. Blaž ni razumel, a še enkrat povem. To je... Skratka, 2 migranta sta tihotapila 5 Slovencev iz ene občine v drugo. Kot sem povedal uvodoma, moramo biti danes posebej zanimivi, ker nas bojo ljudje gledali še v sredo. Tako da to vam polagam na srce, ampak se ne bojim, da ne bi bili. Gremo kar k naši vsebini. Če pogledamo zdaj te občinske meje ali pa občine v Sloveniji, tole grozno sliko. Evo, to so občine v Sloveniji. Zdaj vemo, od polnoči danes je prepovedano gibanje izven svoje občine, razen izjem. In zdaj me zanima vajino mnenje, ko gledate tole shemo slovenskih občin. A je ta ukrep smiselen, ni smiselen in kako se ga bo dalo v praksi izvajati oziroma zagotavljati, da ga ljudje ne bojo kršili? Blaž, boš ti začel mogoče. Ali pa bo Ivan, no izvoli Ivan. Lahko ti začneš. Jaz se s tem ne ukvarjam, je ukrep smiseln, ni smiseln. Ukrep je bil sprejet in moramo ga spoštovati. Ok, mislim, to je čisto fair stališče. Ja. Verjetno se bo tudi kot marsikaj drugega, se bo nam tudi število občin izkazalo, da jih imamo nekaj več. Zdaj res je, da ljudje imajo v različnih občinah, predvsem teh manjših, verjetno, ne vem, polja, njive, travnike, stvari, ki jih bojo mogli zdaj spomladi urejati. Tako da verjetno bo teh izjem moralo biti veliko. V večjih občinah mislim, da je absolutno v redu ukrep, ker recimo, če zahtevamo, ne vem, konkretno od Pirančanov, da se držijo doma, tako kot sicer od drugih, potem res ni primerno, da vikend horde Ljubljančanov hodijo se sprehajati po obali. To se strinjamo, Blaž, ampak recimo to, kar sem jaz danes uspel zaslediti, so ljudje postavljali že nekaj vprašanja, verjetno bo res moralo iti v to smer, kot ti praviš, da bo teh izjem pač več. Namreč eden je recimo ugotovil, da v Novi Gorici lahko greš 30 km, pa si še vedno v isti občini, recimo lahko tečeš, kakorkoli že se gibaš, medtem ko če greš pa čez cesto, čez ulico, potem si pa že v drugi občini in tega ne smeš. Nekdo drug je pa vprašal, recimo, če gre v službo v drugo občino, kar je dovoljeno, ali se sme potem na poti domov ustaviti v tretji občini in iti tja v trgovino. No, notranji minister Aleš Hojs je danes na tiskovni konferenci vlade ob 5. popoldne za ta drugi primer rekel, da je dovoljen. Hecno se mi pa tudi zdi, ne vem, kaj vidva mislita, da v odloku vlade niso predvidena ta potrdila za pač pot v službo ali kako drugo izjemo, medtem ko policija tvita, da je fajn, če imaš kakšno potrdilo s sabo. Kaj pravite na to? Ivan, mogoče najprej ti. Jaz od viška glava ne boli, pomeni, če si v službi v drugi občini, si pišeš potrdilo, ali ti pa tvoj delodajalec napiše potrdilo, ga imaš pri sebi. Tako kot moraš imeti potrdilo, če voziš osebni avtomobil od koga drugega. Tako da jaz ne bi s tem. Ok, v redu. Blaž, kaj ti praviš? Imamo izredne razmere, ki za sabo vlečejo neke ukrepe, na katere nismo vajeni
in se bo pač sproti iz dneva izkazovala njihova praktičnost in jih bo pač treba popravljati. Zdaj druge ni. Ok, v redu. Dobro, gremo naprej. Blaž, zdaj število okuženih, novo potrjenih okuženih za včerajšnji dan je bilo nizko, nižje kot prejšnje dneve, približno za polovico, če ne še celo več. Je bilo pa za polovico nižje tudi število testov. Zdaj ljudje se sprašujejo, ali je to zaradi tega, ker je bila nedelja, ali zato, ker nam testov zmanjkuje. Imaš ti mogoče kakšno pojasnilo, zakaj gre tu? Težko bi rekel. Jaz mislim, da ta nihanja en dan gor dol, to ni nekaj merodajno. To bi to pač treba spremljati na daljše obdobje. Verjetno je pa nek splošen komentar, da tako vemo, da testne kapacitete so, kakršne so, in za bolnišnice in zdravstvene domove so dobre, za kaj širšega pa pač ne. A še ostajamo nekako pri tej oceni, da bo vrhunec epidemije pri nas prihodnji vikend, se pravi zdaj ta vikend, ta teden, konec tedna? Zdaj, če si opazil, 2 dni nazaj sem jaz tvitnil, ki mi je poslal kolega iz Nemčije, en link na spletno stran, ki jo delata Humboldtova univerza v Berlinu pa tale Robert Koch inštitut. In tam gre za tabelico, kjer lahko klikneš po državah, ta ti predvideva za 6 dni naprej, kaj se bo dogajalo. Zakaj je zanimiva? Zato, ker upošteva nekako metodologiji tudi, koliko prebivalstvo upošteva navodila svojih odgovornih oziroma vlad. In ravno za te dni, se pravi nekje do 2. 3. aprila, se krivulja torej dnevnega prirasta se zmanjšuje. S tem se tudi absolutno število okuženih pušči in se s tem v bistvu vsaj za naslednjih 6 dni nekako pričakuje manjšo obremenitev zdravstvenega sistema. Govorim po tej tabeli. To ne pomeni, da se bo tudi res zgodilo, ampak mislim, da v praksi zdaj vidimo vsaj te dni, da se to število prirasta zmanjšuje. Če tako ostane, smo na konju, ampak to pomeni, da moramo absolutno upoštevati seveda pač vse ukrepe še rigorozno in še dolgo časa. Zdaj, Ivan, ti si bil oziroma si član te svetovalne skupine vlade, ki jo vodi profesor Matej Lahovnik. Bil si tudi na Brdu zdaj čez vikend, ko je pač vlada sprejemala to zadnjo verzijo tega mega protikorona zakona. A je tam kdo dal kakšno neuradno ali pa uradno oceno, koliko časa pač bi ti ukrepi še lahko trajali? Kaj se špekulira? A govorimo o aprilu, maju, sredi junija, kot pravijo nekateri, ker vidimo v drugih državah nekako ti najhujši ukrepi, ko so bili sprejeti, so trajali po 10 tednov. Govorimo o državah izven EU ali pa recimo v EU Italija. Ne, o tem se nisem z nobenim pogovarjal. Delali smo pač na strokovni del in jaz sem se ukvarjal s strokovnim delom, ne pa s tem, koliko časa bo korona, tako da ne morem. Torej nisem se z nikom pogovarjal o tem, kaj ocenjuje, ker dejansko smo 2 dni delali skoraj cela 2 dneva. Kako pa recimo to zdaj, vemo, prva verzija je bila nekako ocenjena na okrog 2 milijardi evrov, zdaj ta zadnja, ki je romala v parlament, je ocenjena na okrog 3 milijarde evrov. Lahko mogoče poveš, kje je nastala ta razlika? Ali so bile pravice za katero skupino povečane ali pač je kakšna dodatna družbena skupina bila zdaj vključena? Ne, bili so še dodatne, bom rekel, dodatni zneski, študenti in tako naprej, tako da je to ta razlog. Tako da, glej, več ugodnosti, več se je namenilo za državljane in za, bom rekel, samostojne podjetnike, podjetja, zaposlene, tako da to je edini razlog, nič drugega ni bilo. Ker še tako se danes mnogi pojavljajo, ki pravijo, da niso zajeti, ampak jaz mislim, da to, kar smo pripravili, lahko rečemo praktično od prvega dneva, ko smo začeli na temu delati, do tega, da je vlada potrdila zakon, mislim, da je minilo 7-8 dni, ker mislim, da je rekord pri pripravi neke zakonodaje, sploh pa toliko obsežnega, skoraj 110 členov ali koliko jih je. Tako da jaz mislim, da vsem tistim, ki so delali na tem in vsi tisti, ki so to pripravljali in tako naprej, grejo vse pohvale. Zakon bo tudi, kot izgleda, v rekordnem času sprejet in bo začel veljati. In glej, noben zakon ni idealen, da bi bili zajeti vsi, tako da bomo videli, kaj bo, in se bodo tako še drugi in tretji prišli, zakon pa se bo lahko tam določene zadeve popravljale.
Ja, sej to bomo še videli, kasneje bomo šli na te podrobnosti glede pač samega tega mega protikorona zakona, ampak imam še eno vprašanje za Blaža. Blaž, se slišiva? Ja, midva se slišiva. Ok, se slišiva, ja. Malo preverjamo vmes, ker smo danes prek Skypa. Blaž, nekateri pravijo, no, tudi pač zdravniki, infektologi, da je nenavadno, da imamo za ta COVID-19 virus take ukrepe, ki so predvideni za take bolezni, ki so zelo nalezljive in tudi zelo smrtne, do 70% pač okuženih, kot so kolera in tako naprej. Kaj ti praviš na to? Jaz mislim, da so ukrepi absolutno na mestu. Saj vidimo, kaj se dogaja po svetu. Mi ne moramo riskirati s prejšnjo filozofijo sorazmernosti in čakati, kaj se bo pač zgodilo. Mi moramo imeti prekomerne ukrepe, to je to, kar zdaj izvajamo, zato da se tisto, kar bi opazovali, ne bo zgodilo. In mislim, da te ukrepi delujejo, če primerjamo številke dnevnega prirasta ali pa absolutne številke in jih primerjamo s sosednjo Italijo, smo verjetno ujeli še čisto zadnji pravi vlak. Je pa res, da ker vse poteka z zamikom, verjetno res bomo videli prvi pik pač v naslednjem tednu. Tako tudi predvidevajo tisti pač kolegi, s katerimi sem se pogovarjal. In zato tudi v tem trenutku zelo natančno in intenzivno pripravljajo intenzivne kapacitete in intenzivne enote in koordinirajo pravzaprav intenzivne enote med seboj, kar je odlično, ker potem bomo imeli pač v realnem času pač pregled in sliko za vsak trenutek, kaj se v državi dogaja in bo zato zdravljenje še toliko bolj uspešno. Zdaj, kot vemo, nažalost je nam ušel virus, ne, da tako rečem, ravno tja, kjer smo se najbolj bali ali pa kjer bi najmanj smel priti, se pravi te domove za ostarele. Kako ti komentiraš to dogajanje, da imamo zdaj po številnih domovih za ostarele prisotnost pač okuženih oseb? Lej, tako kot je bilo iluzorno pričakovati, da ne bo prišel virus v Slovenijo, zato ker nimamo direktnih letov iz Kitajske. To je bila filozofija in mantra pač prejšnje garniture. Tako tudi ni za pričakovati bilo, vsaj jaz nisem, ker ni nobenega razloga, zakaj ne bi se virus zanesel povsod. To pomeni tudi v domove za starejše. In če smo pač, čeprav razumem današnji nek prispevek, nekje je zdaj malo tudi že epidemija v slovenjgraški bolnišnici, kar je popolnoma logično. Ti pač ne veš, kdo je okužen, kdo pride, kdo ne pride, do neke mere to lahko nadziraš, ampak slej ko prej se ti nekdo izmuzne, pa to ne za nalašč, ampak pač tako to je. V redu, prav, si bomo vzeli zdaj krajši premor, ampak ne nam uiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem koronavirusa in mega protikriznega paketa. Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Blaž Mrevle in Ivan Simič. Pogovarjamo pa se o mega protikorona paketu in o ukrepih zoper COVID-19. Evo, Blaž, Ivan, predlagam, da zdaj mogoče tudi vsi trije skupaj zaploskamo pač vladi in vsem ostalim, ki se borijo proti koronavirusu in tem, ki pripravljajo te protikrizne ukrepe zoper recesijo, ampak vseeno od tu naprej pa nehamo ploskati, pa gremo bolj na podrobnosti. Ivan, zdaj ena skupina, ki še zmerom ni zadovoljna od teh, ki so vključene v ta mega protikrizni korona paket, so tebi ljubi samozaposleni. In sicer pravijo, zakaj mora biti njihova vloga za pomoč javna oziroma podatki javni, medtem ko za gospodarske družbe ta določila v javnosti podatkov ne veljajo. Kaj ti praviš? Prvo se bomo obregnili to, ko si pravi moji ljubi samozaposleni. Ne? Ja. Jaz samostojne podjetnike spoštujem vse tiste, ki delajo in tako naprej. Dejansko imam pa določeno pomisleke pa kritiko do tistih, ki so ustanovili SP za 4% dohodnine in ki ta SP uporabljajo za prefakturiranje določenih zadev. Torej, s temi se ne strinjam in se mi ne zdi fair, ker to lahko pripelje do konca, da bodo tisti, ki so pa res pridni in delajo, ostali brez te odločitve. Okay. Kar se pa tiče same zakonodaje, z kakršnokoli zakonodajo delaš, nemogoče izmer zajeti vse. Tudi če gledamo dohodninsko zakonodajo, eni plačujejo dohodnino po 16% stopnji, drugi plačujejo po 50% stopnji. Ne? Tako da nikoli ne bodo zadovoljni vsi, določene izjeme se lahko zgodijo, ampak jaz mislim, da je bo finančna uprava, ki je v redu in v redu to dela in tudi zakon razume, da bo pač to
znala urediti in da bo treba preprečiti, predvsem bo treba preprečiti vsaka izmikanja, ki se bodo dogajala, ali pa namerna pridobivanja sredstev, ki jim ne gredo, vse ostalo pa mislim, da se da urediti v nekem normalnem razgovoru ali pa normalnem dokazovanju. Ampak vseeno me zanima, no, a ti podpiraš, da bi tudi podatki o vlogah za pomoč gospodarskih družb bili javni, ali se ti to ne zdi potrebno? Glej, nikomur v Sloveniji se ni zdelo nenavadno, da se že od 18. oktobra 2011 objavljajo vsa nakazila v neke tuje države, ki so davčno ugodne ali kakorkoli, da vsak lahko vidi, kdo komu nakazuje. Torej, Slovenija se je razvila v državo, kjer vsak hoče vedeti vse o vsakemu, torej objavljamo tole, imamo ERAR, imamo vse možne podatke, vsakdo se mora izjasniti, kaj počne in zato je to mene popolnoma isto nadaljevanje, da se vidi, kdo je dobil pomoč, da se to tudi lahko nadzira in da ljudstvo lahko reče, glej, dobil je ta pa da ljudstvo ve, kdo je dobil, pa mogoče ne bi smel dobiti. Tako da v Sloveniji je bilo že leta 2010-2011 zastavljeno, da je vse javno. Zato te sprašujem, ker zdaj pač zakon, ki je predlagan, predvideva to samo za SP, ne pa za gospodarske družbe. Ti si pol za vse. Ok, v redu. Za gospodarske družbe, nimam nobenih problemov. Razumem, no, vse to me je zanimalo. Hvala. Nimam nobenih problemov, ker če je vse javno, če ti dobiš denar iz proračuna, v katerega odločujemo vsi davkoplačevalci, je normalno, da vidiš, kdo ga je dobil in ko ga je dobil, pa ne se vsak odloči, bo zaprosil za pomoč ali ne bo. Tako, ja, se strinjam. Pa samozaposleni tudi pravijo, da recimo na eni strani, eni so tudi pač enoosebni, se pravi fizične osebe, dijaki oziroma študenti in upokojenci pač ne rabijo dokazovati škode, ne, dobijo pač to sicer enkratno pomoč vsi, medtem ko samozaposleni morajo dokazovati škodo. Kaj pa praviš na to? Ta zakon je namenjen tistim, ki so imeli neko škodo, ki so imeli neko zmanjšanje prihodkov in tako naprej. Tisti, ki pač ni imel zmanjšanja prihodkov, tudi normalno za pomoč ne bo mogel zaprositi in tudi ne bo mogel dobiti. Zneske, če jih primerjamo, koliko bodo dobili študenti dobijo enkratno 150 evrov. To pomeni, SP-ji pa dobijo 1750 evrov v 3 mesecih. Pomeni, razlika je zelo velika. To pomeni, da študentom je bilo dano nekaj, da nekaj dobijo, torej tudi zajeti s tem zakonom. Tako da te zadeve se ne dajo primerjati in tudi tisti, ki se bojijo, da bodo njihovi prihodki ne bodo v tistih okvirih. V zakonu je zapisano, da nekdo, ki je v prvem polletju dosegel manj kot, torej v letošnjem letu za 20% manj prihodkov kot lani, kar je za mene zelo majhen odstotek, pomeni, s tem so zajeti velika večina tistih, ali pa skoraj vsi, ki so imeli neke težave. In pa potem ne smeš v drugi polovici leta zaslužiti ali pa ustvariti več prihodkov, kot si jih lani v lanskem letu, več kot 20%. Pomeni, da politika se lahko odloči za drugačne odstotke, ker pač mislim, ko smo to pripravili, je pač tak zakon, kot je, zdaj je stvar politike. Vse je možno, ampak jaz pravim, da je dokaj nizki odstotki so in jaz verjamem, da vsak se želi najti. Veš, jaz tudi slišim, kako nekateri, ki imajo po 600-700 tisoč evrov na računu, iščejo načine, kako bi dobili to pomoč. Tako da mislim, da moramo biti strpni in predvsem pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo, ne pa da vsak išče variant. Pa ne vem, nekdo reče, super, bolniška od prvega dneva, jaz grem k zdravnici, jo poznam, bom dobil bolniško. Taki ljudje za mene niso pravi in taki ljudje ne sodijo v ta čas, ko imamo krizo in za take ljudi te zadeve niso namenjene. To pomeni, da jih bo treba v naslednjih letih preveriti, zakaj so to počeli. Tisti, ki pa utemeljeno ne morejo, jaz pa pravim, da sigurno še obstajajo načini, recimo tako kot imava pri normiranih SP-jih, če posluješ en mesec, to pomnoži krat 12. Tudi če nekdo odprl SP, pa posluje en mesec, to lahko prenese na celo leto, tako da teh izjem ne bo tako veliko. Jaz sem se naučil, tudi ko sem bil direktor davčne uprave, da sem zmeraj zadeve vedel, koliko zavezancev rešimo z nekim ukrepom. In če je bil odgovor, da jih rešimo 95%, sem zmeraj rekel, tistih 5 bomo pa že reševali. Samo še eno kratko vprašanje, Ivan, preden gremo nazaj k Blažu. Se ti zdi v redu, da bo to potekalo preko finančne uprave, preko FURS-a? Ja, mislim, da je FURS odlično usposobljen organ, ki to lahko izvede. Tudi kako smo govorili z direktorjem, torej pripravili bodo aplikacijo, da to izjavo, ki jo moraš podati, se bo podala elektronsko, pomeni, pritisnil bo samo 2 kljukici, boš dal za obe, za izjavo, torej za prispevke in za ta temeljni dohodek. Tako da bo to zelo poenostavljeno in jaz mislim, da je FURS edini organ v Sloveniji, ki to lahko izvede in izpelje.
Blaž, veliko debate v Sloveniji tudi okrog teh nezakonitih migracij. Ne? Vemo pač, te se v zadnjih dnevih spet skokovito povišujejo in roko na srce praktično nemogoče je, da med njimi pač ne bi bilo tudi okuženih oseb. Ne? Če so vse ostali populacije, so verjetno tudi med njimi, ampak hkrati pa poteka žolčna debata. Ne? Opozicija nikakor ne pristane na predlog vlade, da bi imela vojska pooblastila, da bi v tem pasu ob meji lahko izvajala tudi naloge, ki sicer pritičejo policiji. Kako ti to komentiraš? Ja, zdaj, jaz mislim, da tukaj se še vedno nadaljuje neki ideološki boj. Ne? Če pač so prejšnje, se pravi, tako kot jaz rečem, frakcije bivše komunistične partije, ki so pač prej imele državo v rokah, smo videli predvsem v zadnjem letu zelo vzdrževale ta svoj tonus in pa interes njihovih volilcev z raznimi že skoraj tedenskimi partizanskimi proslavami. Zdaj, ko to ni aktualno, so se pač šli oziroma se grejo neko filozofijo uviranja Slovenske vojske. Zdaj, jaz ne vem, zakaj jo pol imamo, zakaj jo plačujemo, če jo ne moramo uporabiti niti v času najhujše krize in ta, ki je trenutno med nami, je sigurno v zadnjih 30 letih po vojni za pač Slovenijo je najhujša. Jaz ne vidim nič narobe, če ima vojska za določen čas določena večja pooblastila, se ni treba, da hodijo okrog v popolni bojni opremi, verjetno lahko v podobni, kot je sicer policija, samo namesto, da bo uniforma modre barve, bo pač zelene. In nekje sem tudi zasledil, ne vem, nekdo je tweetnul, da bi ga motilo, če ga legitimira recimo slovenski vojak. Prvič ne vem, kaj je narobe, razumem, da v normalni situaciji to ne sme biti, ampak v izredni situaciji pa ne vidim problema, če ga legitimira slovenski vojak, sploh pa, če se bo držal navodil. Samoizolacije ga tako ne bo legitimiral ne vojak, ne policist, ker bo sedel doma in gledal televizijo ali pa delal kaj bolj pametnega. Kar se tiče pa južne meje, jaz mislim, da jo treba absolutno in takoj in že včeraj neprodušno zapreti. Tako vemo, da se neprodušno 100% ne da. Tako da nekaj teh migrantov bo še vedno hodilo. Ampak mi smo lahko še tako humani, ampak mislim, da v tem trenutku moramo biti realni, ker vse ostalo je pač lažna humanost. Dejstvo je, da smo si mogli odvzeti od nekje, ali mogoče si bo mogla država celo sposoditi 3 milijarde, da bomo nekako zvozili prve ukrepe, da bomo lahko dali ljudem vseh starostnih in poklicnih skupin, od študentov do upokojencev, od takih in drugačnih gospodarskih družb, pač finančno pomoč. Moramo reči Bobu Bob, mislim, da moramo zdaj privoščiti še dodatno tukaj živeti neko veliko število, ne vem, lahko jih je tudi 50 000 ljudi, ki pač v to državno blagajno nikoli niso še nič participirali. Poleg tega, da predstavljajo seveda varnostno grožnjo v smislu okužbe. Zdaj, če gledamo, kaj se dogaja dol na teh grških otokih ali pa v turških taboriščih, to so tempirane bombe, to je samo vprašanje časa. Nobenega razloga ni, da je virus, če je prišel k nam, da ga tudi tam ni, sigurno je že. In zdaj, če bo po eni strani finančne težave imele vse države, bo verjetno enkrat tudi Turki se odločili in te ljudi spustili. Kaj se pa potem zgodi, ko ti pošlješ, rečemo v narekovajih, čeprav neoboroženo, ampak maso, beri vojsko, 500 000 ljudi pač na sever, ne vem, ta Frontex na meji med Grčijo in Turčijo se bo pač zlomil ali pa morajo začeti, ne vem, masovno ljudi ubijati. Druge variante ni, vem, da se to grdo sliši, ampak kako ćeš to preprečiti in kaj, če se, bog ne daj, ne, ta masa dejansko znajde v Sloveniji in tukaj tudi zatakne, ker v Italijo in Avstrijo jih sigurno ne bodo spustili. Tako da boljše, jaz mislim, o teh stvareh odkrito se pogovoriti, preden se zgodijo, ker po boju bodo vsi ti salonski aktivisti, ki so pametni iz zavetja tople dnevne sobe, pač ne bodo prišli na teren pomagati, si predstavljam. Ja. Zdaj, večina držav, posebej teh v naši soseščini, izvaja podobne ukrepe kot mi, Blaž, ampak recimo imamo pa primer Švedske, ki pa se skoraj povsem drugače obnaša. Ne? Tam ni prepovedi javnega zbiranja, pač lokali delujejo, šole, kolikor vem, niso zaprte. Čeprav jim število primerov, kolikor sem pogledal statistiko, skokovito raste, imajo tudi že več kot 100 smrtnih primerov. Kako ti gledaš na to? Ja, zdaj Švedi so itak znani znotraj Evropske unije kot ena ekstremno liberalna družba, ki dajejo pač možnosti in pravice vsem in vsakemu.
In to je vse lepo in prav, ker funkcionira v mirnodobnem času in v času, ko ni problemov in ko je blaginja in ko ima država dovolj, da pač te stvari deli. Zdaj, jaz ne vem, zakaj recimo Slovenija ni izučila pravi čas že situacijo na Kitajskem. Jaz ne vem, zakaj potem recimo Španija in Francija ni izučila pravi čas situacija v Italiji. Sej gremo kar po stopničkah, ne? Recimo Velike Britanije tudi še nekaj časa ni, potem zdaj Švedska je recimo ena od tistih zadnjih v Evropski uniji, ki tudi še ne dojame oziroma verjetno dojame, ampak je verjetno to težko v prakso potem te ukrepe spraviti. Ampak nažalost pač resnica sama pride in jih bo pač toliko bolj tepla. Zdaj jaz sem danes bral en članek, v katerem že zdravniki v Štokholmu opozarjajo, da bo zaradi tega obnašanja takega pač verjetno že drug teden zlom štokholmskih bolnišnic zaradi pač potrebe po intenzivnih posteljah. To je tisto, kar smo itak govorili že en mesec nazaj, ampak pri nas so se še zadnji pravi čas začeli ustrezno pripravljati in kolikor vem, intenzive so bolj ali manj pripravljene, razen če se ne bi seveda zgodili, da jih bi bilo treba, ne vem, v 2 dneh pač v Sloveniji hospitalizirati 200, 300, 400. Blaž, čemu pol pripisati recimo te dosti grozljive, saj za nas, no, ki to spremljamo od blizu, številke smrti iz Italije pa iz Španije? So oni zamudili s temi ukrepi? Je njihov zdravstveni sistem preobremenjen? Kaj so poglavitni razlogi? Jaz mislim, da so oni absolutno podcenjevali situacijo, tako kot smo jo tudi v Sloveniji. Potem je pač, zdaj so prepovedali par dni nazaj, da je objektivno dejstvo, sta bili tisti 2 masovni nogometni tekmi, ena v Milanu, kjer je bilo, ne vem, so rekli 2/3 Bergama in zato je tudi v Bergamu potem bil največji problem in potem povratna tekma v Valenciji in je potem izbruhnilo v Španiji. Skratka, to je po mojem, mislim, to je dokaj objektiven in razložljiv razlog. Drugo pa je, da je to velika smrtnost je predvsem med starejšo populacijo in Severna Italija vemo, da je pač tipično bogatejša populacija s starejšimi ljudmi in ko te prizadane, če si zamudil pač prve kritične dni, so potem posledice toliko hujše. Zdaj problem bo po mojem na Švedskem podobno, ker so se ravno tako pač neumno obnašajo in če še vedno se pač zbirajo po lokalih, javnih mestih, pomeni, da absolutno, ne vem, si zatiskajo oči v ušesa pred situacijo samo 1000 kilometrov južneje. Problem po mojem velik bo Velika Britanija, tam so tudi zamudili. Še večji problem bo pa verjetno v Združenih državah, kjer je pa problem, da je poleg podcenjevanja tudi oskrbni dan v njihovih bolnišnicah tako nesorazmerno dražji kot v Evropi, da bo po mojem preprosto prišlo zelo hitro do kraha finančnega zavarovalniškega sistema in pač teh privatnih bolnišnic. Tam si pa sploh te katastrofe ne morem predstavljati. Ja, to niso najlepše napovedi, saj ne za te, o katerih govorimo. Ivan, ta vaša svetovalna skupina je zdaj končala z delom ali nadaljujete? Ne, nadaljujemo. S čim se pa zdaj recimo ukvarjate? Kaj lahko zdaj pričakuje država, podjetja, ne vem, kdo drug, banke v naslednjih dneh oziroma kaj je zdaj naslednji korak? Bomo še videli, ne vemo še. To še ne veš? Aha. Ne moreš nič povedati, kdo je zdaj naslednji v vrsti? Ne, vse bo. Jaz tako bi rekel, vse bo pravočasno, bodo ljudje izvedeli oziroma državljani. In tudi v tej zadevi, ki sem jaz nenehno govoril, počakajte na končno verzijo. Mislim, da je bilo narejeno veliko škode s predčasnim poročanjem o tem, kaj naj bi bilo zapisano v zakonih, kajti ljudje so zbegali. Jaz imam primer, da je včeraj ena moja kolegica iskala v tem zakonu, ki je tistih 30%, ki je bilo prej, da jih moraš imeti na čakanju. In ki sem mi 3-krat rekel, da tega ni not, me je še kar spraševala, kje tih 30, ki so bili not. Rekel, to je druga varianta, nikoli ne poslušaj medijev prej, potem je končna varianta in zaradi tega pravim, da tudi kakšenkoli ukrepi bodimo toliko strpni, zadeve se odvijajo zelo hitro, torej neverjetno hitro in počakajmo par dni in se bo vse vedelo pravočasno. Ti si precej aktiven, Ivan, tudi na družbenem omrežju Twitter, tam pač pojasnjuješ, komentiraš in tako naprej. Mogoče zdaj v času epidemije še malo bolj, kolikor si bil prej, čeprav si bil tudi prej. Skrbiš tudi za neko pač visoko kulturo obnašanja in komuniciranja na Twitterju.
Kako recimo ti komentiraš te odzive? Ne? Vidimo, nekateri odzivi tudi na ukrepe vlade in tako naprej se drastično spreminjajo, glede na to, kdo je na oblasti. Ne? Nekateri so prej pač pozdravljali to, da ni bilo nobenih ukrepov, zdaj kritizirajo vsak ukrep, ki je sprejet. Si ti opazil tu kakšno razliko ali se ti zdi, da je to tako kot zmerom? Pač? Ne, veš, kako jaz sem videl moje stališče, ko so bile prejšnje vlade. Ne? Torej jaz, ki nisem dvigal veliko prahu, ker sem vedel, da se tako pogovarjam z gluhim, ne? Da mi bodo nič naredili. In zaradi tega tudi nisem jaz dostikrat reagiral. Parkrat sem, ko sem se naučil, kako se zakonodaja spreminja, kako lahko zelo hitro zakonodajo spremeniš. In ko sem gledal, kako so recimo prejšnje vlade dolgo časa spreminjali zakonodajo, sem se enostavno odločil, da sem pač tisto, kar se menil, da ni v redu, zapisal. Nisem pa nikoli počel na ta način, kot to počnejo sedaj. In jaz to štejem za pozitivno stvar, to je odprtost sedanje vlade, da je pripravljena poslušati državljane, kaj predlagajo. Potem se pa iz tistega izbere tisto, kar je najboljše, in jaz to štejem kot pozitivno, ampak to, kar sem danes poslušal, so odzivi gospodarstva, tudi sindikatov so dokaj pozitivni, tudi ko sem videl na spletu, tudi opozicija nima kakšnih velikih pripomb, razen določenih zadev, ki je normalno, da jih mora imeti. Tako da jaz štejem, da je ta zakon v redu in potem pa normalno, če bo treba kaj popraviti, se bo popravljal, ampak zakon je trenutno za to situacijo, ker to so zadeve, ki se hitro dogajajo. Torej, mi smo zdaj v krizi in treba čimprej zadeve speljati, čimprej ta denar spraviti do tistih, ki so tega denarja potrebni, in zato pravim, da ne smemo zdaj zavlačevati z nekimi dodatnimi pripombami, časa bo še dovolj za kaj drugega. Če bo kriza še trajala, bodo še rabili denar. Stvari grejo naprej, skratka ni to, ne, če te prav razumem. Ja. Si pa tudi kot poznavalec nogometa in nenazadnje bivši pač predsednik Nogometne zveze Slovenije, jaz to zmerno ponavljam, nenazadnje, ko si bil ti, smo se še uvrstili na kakšno veliko tekmovanje, potem se žal nismo več. Si pa tudi Nogometni zvezi predlagal par rešitev, ne, kako naj na nek način pomaga klubom, kako naj zaključi sezono, pa neko polemiko si celo imel, oziroma nekaj si odgovarja tudi predsedniku UEFA, Aleksandru Čeferinu. Zakaj je šlo? Aleksandru se nisem nič pogovarjal, torej Aleksandru nisem odgovarjal popolnoma nič. Oglasil se je sindikalist, oglasil se je en menedžer. Mislim, jaz sem takole, to res se tudi ne bi nikoli oglasil, ampak v enem dnevu sem dobil 3 klice iz 3 klubov prve lige, ker smo določene zadeve sprašvali, in jaz sem rekel, gledajte, imate Nogometno zvezo, oni so vaš servis, torej Nogometna zveza je zaradi vas, ne vi zaradi Nogometne zveze, in naj vam oni vse te informacije pripravijo. In potem so mi rekli, da nimajo nobenega odziva, nobenih reakcij Nogometne zveze, in na to, da vem, da me pač simpatizirajo, sem pač zapisal 4 točke, in tiste 4 točke so potem pognale kolesje, začelo se je nekaj dogajati, formirale so se neke komisije, ampak jaz sem predlagal popolnoma normalne 4 točke, kajti mi smo sedaj prihajamo v mesec april, do konca aprila sigurno ne bo nič, in tudi če bi se začelo igrati v maju, igralci, ki 2 meseca pa mesec pa pol počivajo, lahko iz teh iger samo potegnejo poškodbe. Zaradi tega sem jaz predlagal, da pač jaz gledam to zadevo tudi, bom rekel, z gospodarskega vidika. Klubi se morajo pripraviti na naslednjo sezono, ki se začne ponavadi nekje sredi julija. Pomeni, zdaj morajo videti, kje igralce rabijo, kje ne potrebujejo. Zato sem rekel, da naj se odločijo. Moj predlog je bil, da zaključijo prvenstvo, da zglasijo, kdo ostane, kdo izpade. Torej, možnost imajo tudi, da razširijo ligo in ne izpade nihče. In pa predlagal sem prekinitev pogodb z igralci, kajti jaz ocenjujem, da so sedaj izredne razmere. Torej, tudi v obligacijskem zakoniku obstajata 112 in 116 člen, ki to omogočata. Normalno je pa, da klubi bodo morali imeti določeno število igralcev. Prav negotovo toliko, kot jih imajo sedaj, ne po takšni ceni, ampak če iz te moje 3. točke ne bo prišlo do prekinitev, ampak samo do sklenitve novih pogodb, je že dovolj in je namen dosežen. In 3. je bilo, glede na to, da poslušamo že leta in leta, da je Nogometna zveza zelo uspešna in finančno stabilna organizacija, sem ocenil, da za Nogometno zvezo 2,5 milijona ne bi bilo hud znesek, da bi ga lahko menili klubom, pomeni 1 milijon klubom prve lige in 1,5 milijona vsem ostalim slovenskim klubom. In to mislim, da bi bilo tako, kot ta naš, bom rekel, mega korona zakon, bi tudi ta odločitev Nogometne zveze bila pravilna. Doslišal sem, bral sem odzive predsednika Nogometne zveze, ki je rekel, da jaz si zadeve razlagam preveč enostavno, kar je res, jaz sem vse zadeve zmeraj reševal enostavno in nisem jih kompliciral. Aha, ok. Odgovor predsedniku Nogometne zveze pa verjamem, si lahko preberemo na tvojem blogu, ne? Ja, torej vsekakor na mojem blogu, da se povečalo število ogledov. Kaj, v redu, hvala. Blaž, zdaj imamo pa vseeno ljudi v Sloveniji, tudi na nek način mnenjske voditelje, ne neke anonimne, kaj bi rekel, internetne trole, kot sta ekonomist profesor Jože P. Damjan ali pa novinar
Sveta 24 Matej Klarič, ki pa pravijo, recimo, da so pač ti ukrepi, ki so veljali do sedaj, da prijemljajo, da so učinkoviti, da ni potrebe po strožjih ukrepih in da smo že toliko sploščili to krivuljo pač okužb, da smo iz najhujšega ven. Kaj ti praviš? Jaz jim pravim, da naj gresta volontirati v bolnišnico, naj gresta volontirati na testno točko, naj bosta na južni meji, ne pa samo kot salonska komentatorja, ker se ni problem, ne, ampak naj se te ljudje pač aktivirajo in bojo tudi potem videli, kakšni so realni problemi na terenu. Ne. Recimo na urgencah v intenzivnih sobah bojo vedno rabili konkretno pomoč, vse to se jih da naučiti, osnovne stvari, in lahko primejo v roke in bojo videli, kakšna je realna situacija. Zdaj, če se vrnemo še malo na to realno situacijo, kaj ti recimo pričakuješ, da se bo zdaj v prihodnje dogajalo? Zdaj, če bomo se državljani držali, tako kot bi se tudi morali, teh ukrepov, ki zdaj veljajo, se pravi maksimalno omejiti gibanje, uporabljati zaščitna sredstva, rokavice, nekaj čez usta, ne, lahko je tudi šal, karkoli v teh zaprtih prostorih, bo to dovolj, da recimo se pač prepreči to najhujše, ali pričakuješ, da bo treba iti še bolj korenito, še v bolj stroge ukrepe? Jaz mislim, da to bo pokazalo dobesedno v naslednji dnevi. Zadeva ima pač neko svojo inercijo, neko gibalno količino, rečemo tako v narekovajih. Prava situacija je tako vemo, pač situacija za 14 dni nazaj. Danes vidimo, kaj se je dogajalo v bistvu 14 dni nazaj, pa vmes nismo vedeli. Tako da jaz mislim, da pač zdaj dajati neke 100% napovedi ni. Ni ugodno, se pa zdi, da so ukrepi imajo učinke, se zdi, da se ta dnevni prirast te dni zmanjšuje, pač krivulja ta celokupna okuženih število se nekako plošči, kar pomeni, da bo pričakovati manjši pritisk na tiste vitalne dele, najbolj pač vitalne ogrožene dele zdravstva, to so pač intenzivne enote. Bo pa pritisk, ampak kolikor sem govoril s kolegi, se pač tega zavedajo in so že danes ustrezno pripravljeni. Tudi mislim, da so že izobrazili nekaj pač starejših specializantov za delo z aparati, ki bojo pač lahko z njimi delali na nekih bolj oddaljenih. Tako da kapacitete imamo, no. Zdaj, kapacitete imamo, znanje tudi, je pa seveda vse leži na pač prebivalstvu. Bolj, ko se bomo držali teh ukrepov, manj bo naših prijateljev, sosedov, znancev, babic, staršev, pač to doletelo in bodo potrebovali tisto najhujše oblike zdravljenja in tudi pač zmanjšali bomo število smrti. Tako da ja, izolacija, kolikor se da, pač zaščitni ukrepi, higiena in to zelo rigorozno izvajanje ukrepov. Samo še ena stvar me zanima, Blaž, gremo počasi h koncu oddaje. Kako si ti recimo najbolj zdaj krajšaš čas, si odkril kakšen nov hobi, imaš kakšen recept, kako preživeti te dneve v samoizolaciji? Jaz zadnje dni bistveno manj visim na Twitterju, veliko več berem neke knjige, gledam pač internet, berem malo tele članke okrog koronavirusa, se pa to malo, se veš, spreminja z dneva, mislim, se pač malo enega naveličaš, pa greš na nekaj drugega. Ok, Ivana tega ne bom vprašal, ker vem, da je Ivan ves čas v službi, tudi zdaj se javlja iz pisarne, če sem prav uganil. Ivan? Ja, res je. Evo, se pravi, Ivan, ampak iz službe greš pa naravnost domov, je tako? Iz službe grem naravnost domov, pojutraj se vrnem v službo, ampak normalno ostale ukrepe imam masko, rokavice, tako da tega se držim, razkužujem roke, tako da spoštujem vsa pravila, ki veljajo v Sloveniji. Evo, super. Dr. Blaž Mravlje, magister Ivan Simič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bil Antikorona 420 faktor na TV3. Gledajte nas v živo spet jutri, ko bomo komentirali histerija, ne epidemija, politična, novinarska in psihična, zakaj se eni raje še vedno borijo proti drugim kot proti koronavirusu. Predvsem pa ne pozabite, tudi v epidemiji faktor ostaja faktor.